Občinski svet v Slovenski Bistrici je pred kratkim sprejel proračun za leto 2021. Več o proračunu in ostalih aktualnih zadevah je povedal dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Ja, no, jaz bi se seveda tudi strinjal s tem, da je kar investicijsko naravnan in na nek način je ta investicijska naravnanost tudi odgovor na težave današnjih časov, ki prihajajo skozi to epidemijo, s katero se ves čas spopadamo in ima posledice seveda tudi na gospodarskem področju. Vemo pa, da so investicije ali pa zagon investicij vsaj v enem segmentu gospodarstva v bistvu učinkovit odgovor v smislu pomoči gospodarstvu. Vemo, da pač investicije pomenijo delo, pomenijo nenazadnje tudi delovna mesta, pomenijo aktivnosti, ki se v prostoru dogajajo. In v tem smislu seveda je torej ta proračun pravzaprav o tem, da s tem razrešujemo in bomo izvajali investicije, ki so seveda pomembne za občino, ki so pomembne za življenje ljudi v našem okolju, po drugi strani seveda tudi na nek način pomoč pač gospodarstvu. Katere so torej tiste glavne investicije, ki so v ospredju? Ja, zdaj, kar se investicij tiče, jih je res se v letošnjem letu kar veliko zbralo na tej vrsti izvedbe. Treba pa seveda povedati, da se v tem na nek način tudi reflektira delo iz preteklih let. Vemo dobro, da sama priprava investicij zajema kar precej časa, ne? Govorim seveda o pripravi vse dokumentacije, tudi recimo potencialnih pridobitvah potrebnih zemljišč, posebej, ko govorimo seveda o komunalno-cestni infrastrukturi, in da to vzame res veliko časa in vedno več, ne, v današnji časi. Sama izvedba investicije pravzaprav predstavlja recimo v nekem življenjskem ciklu izvedbe investicije od ideje pa do zaključka manjši del časa, no, potrebno je seveda zagotoviti tudi finance. Tako da zdaj, če gremo pa, kar se samih investicij tiče, ne, po nekem redosledu, pa če se najprej dotaknem recimo področja družbenih dejavnosti, zdaj tu je seveda največji zalogaj, torej izgradnja, ne izgradnja, ampak obnova, v bistvu pa gre tako rekoč za izgradnjo športne dvorane. Zakaj sem rekel izgradnja? Zato, ker bo od zdajšnje športne dvorane praktično ostal samo ta skelet, pa še ta zaradi tega, ker je pač dvorana stoji na območju, ki je kulturno zaščiteno, ne, in moramo seveda osnovno formo pač ohraniti. Sicer bi se nam lahko celo zgodilo, da tukaj dvorane več sploh ne bi bilo, ne, glede na pogoje, ki jih pač kulturniki tu pogojujejo. No, skratka gre za torej to investicijo v obnovo športne dvorane skupaj z tem plezalnim centrom. Zakaj izpostavljam tudi ta plezalni center? Zaradi tega, ker je to pravzaprav sestavni del te investicije, čeprav je lokacijsko na drugem mestu. Mi športno dvorano praktično v celoti prenavljamo, ker selimo vse dejavnosti, ki so znotraj, izven dvorane, ne, je potrebno ven preseliti tudi ta del, ki je bil vezan z aktivnostmi torej tega plezanja. Mi smo želeli seveda v fazi projektiranja umestiti ta del tudi ob športno dvorano, vendar spet zaradi zaščite, varovanja prostora z vidika kulture, Zavoda za kulturo, ni bilo to mogoče, ne, mi je bilo potrebno pač poiskati drugo lokacijo, zato je na drugi lokaciji. Se pravi, kar se tiče potreb športa, je to pač en večjih zalogaj, pa eden največjih, je pa seveda ta obnova nujno potrebna in jaz verjamem, da bo čez recimo dobro leta pa dve praktično tako rekoč nova dvorana. Zdaj, kar zadeva ostalih projektov, mi že izvajamo pravzaprav investicijo v vrtec na Keblu, ne, s tem se zaenkrat končuje torej izgradnja in pa obnova tega predšolskega programa zagotavljanja prostorov. Smo postavili, po moji oceni, zelo visok standard. Kar zadeva pa še nekateri drugih investicij, so pa tudi v neki nadaljni fazi načrtovanja. Ne govorim zdaj o
dograditvi druge osnovne šole. Nekaj se pogovarjamo tudi z ureditvijo srednje šole. Potem so pa tukaj še potencijalne investicije v dom starostnikov, nadgradnja in pa zdravstveni dom, kjer gre za zdaj že 4. fazo te dograditve. Zdaj ti dve zadnji investiciji sta v fazi projektiranja, je pa seveda dinamika, torej sama izgradnja, odvisna od pridobivanja sredstev iz državnega vira. Mi smo, predvsem kar zadeva dom starostnikov, v navezavi tudi z pristojnim ministrstvom, vendar bomo pač videli, kako bomo uspeli pridobiti ta sredstva. So pa ta sredstva, pridobivanje teh sredstev v veliki meri vezana tudi na torej realizacijo projektov iz naslova obnove evropskih skladov. Vemo, da je tu Slovenija pridobila velik del sredstev, zdaj upamo, da bodo namenili tudi za tovrstne projekte in da bi lahko torej ti dve investiciji iz tega dela pač peljali. Zdaj še ena od investicij na kulturnem področju, kar se tiče družbene dejavnosti, je nadaljevanje obnove gradu na Zgornji Poskavi. Zdaj s tem projektom smo se mi tudi prijavili na razpis, bomo videli, kako bomo uspeli, glede na obseg razpisanih sredstev. Se bomo pač pustili presenetiti, če bomo ta sredstva dobili iz tega naslova. Potem je naslednjo področje okoljsko. Tukaj recimo je spet največji projekt investicija, o kateri že zdaj govorimo res iz leta v leto, torej izgradnja kanalizacijskega sistema na Zgornji Poskavi. Projekt je več kot 5 milijonov evrov vreden, pa verjetno se še bo kaj potrebno dodati, ker bo pač to zadevalo tudi še verjetno kakšne dodatne aktivnosti povezane z obnovo cest, pa še recimo ostale infrastrukture. Ob tem, kar se tiče torej tega programa čiščenja odpadnih vod, je kar nekaj investicij tudi v samem mestu Slovenska Bistrica, ker pa res za neko bolj, gre pa tudi za celovito urejanje. Govorim recimo o Slovenski, govorim zdaj o tej navezavi z Jožefa pa preko Vinarske na ta del, pa še nekatere drugi projekti so predvideni, za nekatere druge pa gremo tudi v še dodatno pripravo dokumentacije. Tukaj je potrebno verjetno meniti, če govorimo o mestu Kajuhovo, pa ker bi naj v letošnjem letu pač uspeli urediti torej nadaljevanje kanalizacije in pa obnovo vodovoda. Sama ureditev Kajuhove je dokončna, pa je seveda smiselno vezati na zaključek zahodne obvoznice. V vsakem primeru, tudi zaradi tega, ker en del verjetno tega prometa, čeprav upam, da čim manj, je vezan tudi na samo izvedbo tega dela. No, potem je še recimo v samem mestu Špindlerjeva. Tukaj pa je seveda stvar, gre za to, da bo potrebno seveda narediti res projektno dokumentacijo. Je pa seveda ureditev vseh teh ulic vezana tudi seveda potem na samo izgradnjo zahodne obvoznice in z režimi prometa, ki bodo pač potem veljali v samem mestu. Tako da to je treba že imeti v vidu. Ampak aktivnosti so tudi na tem delu. Zdaj aktivnosti so seveda tudi še na nekaterih drugih projektih tudi v samem mestu in pa po nekaterih drugih krajevnih skupnostih. Kar zadeva obnova cestne infrastrukture, je kar nekaj projektov, pri čemer je prioriteta dana seveda na varnost. Govorim seveda o nekaj nujnih pločnikih, ki so ob teh državnih prometnicah in na območju Zgornje Poskave, kar sem Klops, pa potem tu mesto recimo Mariborska, pa tam proti Cingovci križanje avtoceste, se pravi nadaljevanje tega pločnika proti avtocesti, to je iz varnega vidika. Zdaj tu upam, da bodo stvari čim prej tudi fizično stekle. Mi smo več čas v neki pripravi dokumentacije, vendar je spet ista zadeva, ker je potrebno številna soglasja pač pridobiti. Potem pa je seveda obnova cestnih odsekov, tisti, ki so pač v najzahtevnejšem, najslabšem stanju pravzaprav. Tu pa je praktično skoraj po vsaki krajevni skupnosti so seveda projekti načrtovani in mi smo tako vsako leto
v sestanki predsednikov krajevne skupnosti dorekli tudi ta del programa. Zdaj, sicer realizacija v celoti je odvisna, ker potrebe so pač velike, želje še večje, je seveda odvisna od tega, kako in kakšne cene bomo nenazadnje tudi dosegli na trgu. Govorim seveda o kakem projektu več ali pa tudi manj, jaz upam, da bo seveda več, ponavljam pa še enkrat, praktično vsake krajevne skupnosti je kaj od tega. No, polje pa so še recimo nekateri drugi projekti, zdaj je zelo aktualna je torej ta kolesarska povezava mesta Slovenska Bistrica pa železniške postaje, imamo tudi v načrtu in tudi tukaj gre priprava dokumentacija v zaključno fazo. Ampak treba pa se povedati, da ko se pripravljajo taki projekti, vedno gremo čez številna zemljišča, številnih lastnikov in se veliko krat zaplete. Največje težave pa običajno imamo z državno lastnino. Tu so vedno pogoji direkcije, recimo za vode ali pa še koga, ki običajno bolj zavrejo celotno izvedbo, ko pa tudi kakšna privatna zemljišča. Pa mogoče še dva projekta, zdaj, ki sta aktualna, ki bosta tudi štartala, ali pa vsaj eden sigurno, to je torej ureditev tega centralnega parkirišča ob zdravstvenem domu, ki pa ni namenjeno samo zdravstvenem domu, je namenjeno tudi v bistvu za ta športni park, pa še recimo tudi, kaj sem poleti, recimo za kopališče, skratka gre za to centralno parkirišče in posledično s tem seveda selitev teh trenutnih vrtov na drugo lokacijo, ker jih bomo uredili v smislu nekih urbanih vrtov. Zdaj tu je moče treba dodati samo to, da z vidika selitve, to je za tiste, ki pač te vrtove uporabljajo, je stvar aktualna tam nekje konec septembra. Tako da čez letošnjo leto še po moje lahko z lahkoto pač to uporabljajo. Ampak tam nekje septembra bo pa že treba. Bomo pa natančno seveda stvari tudi obvesli. No in pa še en projekt, o katerem se tudi veliko pogovarjamo, to je pa ureditev avtobusne postaje. Zdaj mi smo v fazi odkupa, v zaključni fazi odkupa, končno smo prišli do torej zemljišča za avtobusno postajo, ki je sicer že bila, oziroma še zdaj v nekem stanju ta avtobusna postaja. Pripravljajo so že projekte in potem v nadaljevanju seveda bomo videli, kako daleč bomo. Nekaj tu pa imamo tudi partnerje, recimo predvsem to prevozniško podjetje, kaže Arriva, ki pokrije tudi, ni pa seveda edino, ki uporablja to avtobusno postajo, ki pokrije to in seveda tudi njihove želje in pač pričakovanja. Tako da bo tudi končno avtobusna postaja neko lepšo sliko dobila. Zdaj, kar se tiče pa ostalih projektov, pa je verjetno smiselno omeniti investicijo v obnovo Vošnjakov. Je tukaj v Slovenski Bistrici investicija že tudi poteka in s tem na nek način zaokrožujemo to upravno središče samega mesta. Ob tem pa je verjetno še kar nekaj manjših investicij tudi v starem mestnem jedru, kar se tiče ureditve, pa še v povezavi tudi z krajevnimi skupnostmi, tudi z kakšnim društvom, kakšni društveni prostori na področju kulture po celotnem območju praktično Slovenske Bistrice. Tako da teh projektov je res veliko in zdaj mogoče malo tudi za šalo, da bo občina ali pa praktično vsi kraji seveda kar obremenjeni, no bom rekel, s temi investicijami, posebej še, če k temu dodamo še dve, taki večji, ki pa jih zdaj v tem trenutku izvaja država, pa upam, da še bo tudi nekatere manjše, kar se tiče cestne infrastrukture. Govorim seveda o izgradnju zahodne obvoznice, ki že poteka, pa smo se tudi dolgo z njo ukvarjali, in pa na Pragerskem, upam, da bo končno se pričelo torej tudi izvedba investicije v ureditev tega železniškega vozlišča in vsega, kar temu pripada. Krajani Šmartnega na Pohorju bodo v nedeljo 7. marca na referendumu odločali o zavrnitvi soglasja za izgradnjo male vetrne elektrarne v Kalšah. Če bo zavrnitev izglasovana, kako bo po vašem mnenju vplivala na nadaljnja prizadevanja investitorjev za prehod na obnovljive vire energije v občine? Ja, saj gledajte, to je eno zelo umestno vprašanje, ki pač kar nekaj dilem postavlja predvsem nas, ne nazadnje.
In jaz bi pričakoval, ne, da bo pač zakonodajalec to stvar pač končno uredil. Ne. Zdaj na eni strani želimo, pa vsi razmišljamo, torej v tem trajnostnem prehodu ne, na zeleno, ne, govorimo o zeleni agendi, če hočete, ne, Evropska unija je celo temu dala posebno pozornost in seveda je verjetno to tudi nujno, ne, glede na neke klimatske spremembe, vse ostalo, kar se dogaja. S tem so povezane seveda tudi trajnostni viri energije in vetrne elektrarne so sigurno ene od takih virov. Ne. Se pravi, vsi smo za vetrne elektrarne, ne, ampak potem, ko pa pride do investicij, ne, potem se pa velikokrat najdejo civilne iniciative, ki pa v nekem lokalnem delu temu pač nasprotujejo. Zdaj, lahko je seveda to nasprotovanje čisto korektno, tudi v tem primeru, vendar bi to dilemo z lahkoto pač lahko odpravili, ne, če bi zakonodajalec recimo sprejel neko odločitev, ne, da se pač v krogu, kaj 7,5 kilometra, ne, od središča, torej od osi te vetrne elektrarne, naj ne bi nahajali objekti. Ne, in s tem je bila zadeva rešena in tudi tega referenduma danes ne bi bilo. Ali pa je lahko to radio za razmene tudi manjše, ne, in končno naj bi te stroka to tudi dorekla. Ne. Zdaj pa imamo težavo tudi pri tem, ne, podobno kot je pri nas velikokrat, ne, da tudi tukaj imamo različna stališča tudi stroke. Ne. No, zdaj po vseh teh pripetijah, ki so bile na tem področju, je pač prišlo do referenduma. Stvar je seveda, če mene vprašate, čisto legitimna, ne. In jaz seveda sem vedno tudi poudaril, ne, seveda sem zagovornik tudi vetrne energije, vendar nikdar pa ne bomo nasprotovali pač torej izraženi volji nekega lokalnega okolja. Nenazadnje smo mi v naše predpise z tega področja, ne, prostorske, tudi zapisali, ne, da se lokalno okolje pač opredeli do tovrstnih investicij. Se pa strinjam, da je lahko to težava tudi za recimo krajevno skupnost, ne, če nima zadaj nekih zakonskih podlag, ki bi lahko te stvari pač pomagale reševati, ne, in jaz upam, ne, da bodo zakonodajalci to pač tudi čim prej, še enkrat ponavljam, uredili v izogib torej tovrstnim pripetijam, ki smo jim pač zdaj priča pri nas v Slovenski Bistrici. S tem, da pa treba podariti, če moče eno stvar, ne, da ne bo dileme, ne. Zdaj seveda taka vetrna elektrarna je v bistvu gradbeni objekt, ne, gradbeni objekt potrebuje gradbeno dovoljenje, ne, z vsemi soglasji, ki so potrebna, ne, in gradbenega dovoljenja pač ne izdaja občina, ne, ampak ga pač izdaja upravna enota. Ne. Zdaj, kar zadeva občino, ne, so stvari vezane pač na tiste osnovne prostorske akte, o katerih sem govoril, v tem primeru pač PUP-u, in v PUP-u smo mi pač prejeli eno od takih odločitev, oziroma se sprejela kar nekaj časa nazaj, ne, da pač o tovrstnih investicijah se odloča tudi v nekem lokalnem okolju, ne, ravno zaradi tega, da ne bi bilo nekega očitka na občinski nivo, ne, češ, da pač se poskuša enostransko posegati z takimi zadevami. Ponavljam pa še enkrat, jaz bi pričakoval, ne, da bo stroka končno neke stvari tudi dorekla. Ne. Tega pa žal spet pri nas pač nimamo. Ne. Pred nami je občinski praznik, občinski nagrajenci so že znani. Kako boste glede na zdravstvene razmere, glede na razmere zaradi COVID-19 obeležili letošnji praznik? Ja, gledajte, zdaj, kar se sama obeležitev tega praznika tiče, bo podobno, kot je že bila recimo lanska, pač prilagojena trenutnemu stanju, ne, tudi ukrepom, ki iz tega stanja seveda sledijo. Zdaj vsi bi si seveda želeli, da bi že ta torej epidemija se končala, ne. Jaz upam, no, da bo res do tega zdaj čim prej tudi prišlo, ne, da bomo lahko vsi normalno zaživeli in da bomo lahko seveda normalno pač izvajali torej vse aktivnosti na različnih področjih, kot si pač recimo vsak tudi zamišlja. Ne. Tako da, kar se same povezave s tem praznikom tiče, bodo pač prilagojene tem trenutnemu stanju. Zdaj verjetno nekih velikih sprostitev še v nekaj dneh do praznika pač ne bo. Jaz bi seveda to priložnost tudi izkoristil, ne, bi seveda vsem občankam občanov čestital ob
občinskem prazniku, ne. Vsem bi pač zaželel, pravzaprav vsem nam, ne, da se torej že končno seveda to krizno obdobje, s katerim se ves čas soočamo, ne, tudi zaključi, da bomo lahko normalno živeli, ne, da bojo lahko seveda tudi naši otroci normalno šli v vrtce, v šole, normalno seveda sledili torej tem izobraževalnim procesom, da bodo vsi ostali, da bo gospodarstvo lahko začelo normalno delovati. Ne vemo, da so številna področja tudi na gospodarskem področju zaprta in tudi vsi ostali, ne, ki pač v tem našem prostoru dejansko živimo. Res pa je, ne, in to bi vseeno jaz poudaril, ne, da je treba pri tem biti pazljiv, ne, da upam, da ne bo prišlo do neke prevelike sprostitve, ne glede na pozitivne kazalce, ki se zdaj kažejo, ne, ki bi potem ponovno lahko vodila spet v neko poslabšanje tega zdravstvenega stanja, spet v uvajanje nekih novih ukrepov, ki vemo, ne, da nas že pestijo tako rekoč eno leto. No. Ampak jaz vseeno verjamem, ne, v naše občane, verjamem, da so odgovorni. To so tudi velikokrat pokazali. Verjamem tudi, da so seveda izkazali v veliki meri, ne, to mero solidarnosti in vsega ostalega. Še enkrat izkoriščam tudi to priložnost in izrekam tudi sopriznanjem tistim, ki so pač najbolj izpostavljeni, ne, recimo predvsem zdravstveni delavci, pa tudi vsem drugim. Verjamem, da moramo biti seveda tudi optimisti in torej verjamem, no, da bo prihodnost pač taka, kot jo pravzaprav vsi želimo. No. Torej še enkrat iskrena čestitka, ne, vsemu prazniku, čestitka pa gre tudi vsem dobitnikom priznanj. Virus je še vedno med nami. Več o tem, kakšne so trenutne razmere glede COVID-19 na širšem slovenjebistriškem območju ter kako potekata cepljenje in testiranje, so nam povedali predstavniki Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Kot že rečeno, virus je še vedno med nami. Ne pada tako, kot bi si želeli, okužbe ne padajo tako, kot bi si želeli. Stanje je že nekaj časa stabilno. Med odvzetimi brisi je še vedno okoli 20% pozitivnih. V zadnjem času se povečujejo tudi prehladna obolenja, zato je tudi malo več testiranja. Ni pa vsak prehlad tudi COVID, tako da, kot že rečeno, 20% brisov je vseeno pozitivnih. Na dan opravimo med 180 in 300 brisi skupaj z tem množičnim testiranjem, ki ga opravljamo tudi za zaposlene v podjetjih, kjer se ta testiranja morajo tedensko opravljati. Organizirano imamo tudi cepljenje. V tem tednu pospešeno cepimo vse nad 75 let in kronične bolnike. Prebivalce nad 80 let pa smo pocepili vse, ki so izkazali interes za cepljenje. Še vedno je potrebno upoštevati vse zaščitne ukrepe, pravilno nošenje mask, razkuževanje rok, vzdrževanje varnostne razdalje in pa čim manj zadrževanja v skupnih prostorih. Pozvala bi vse prebivalce, da se vseeno zaupajo stroki, se odločijo za cepljenje in se naročijo pri svojih izbranih osebnih zdravnikih ali pa na portalu e-uprave za cepljenje proti COVID-19. Saj bomo le tako nekako premagali ta virus in zakorakali mogoče že jeseni v neke normalne tirnice. V poplavi vseh različnih odlokov, sprememb, tudi odprtja trgovin in šole, dejansko opažamo, da ljudje nekako niso več v tem primežu epidemije, vsaj kar se tiče zaščitnih ukrepov. Zato res pozivam ponovno vse ljudi, da naj te ukrepe jemljajo resno. Vsaj tiste, ki so prav na osebni ravni, kar pomeni, izogibati se moramo zaprtim prostorom. Če res ni nujno, se izogibate obiskom trgovin, uradov, česarkoli, ker so ljudje, ki jih ne poznamo in prihajamo pač do nepotrebnega stika z potencialno okužbo. Obenem je treba vse zaprte prostore prezračevati. Tam, ko se zadržujemo čim večkrat, vsaj enkrat na uro, pa je potrebno temeljito prezračiti prostor.
Nikakor ne smemo pozabiti na umivanje rok in razkuževanje rok. Pred vstopom v prostor, od kamorkoli gremo, ko pridemo domov, vedno najprej temeljito umiti roke, ko kaj prijemamo, predvsem ko prijemamo obraz, nujno samo s čistimi rokami, kajti ta prenos je še vedno še kako pomemben. In ne nazadnje, nujno uporabljamo maske. Ampak maske je potrebno uporabljati pravilno. Te maske, ki so cele zmečkane po žepih in jih vsak dan znova eno in isto masko damo ven, ta maska ne nudi zaščite ne meni in ne vam. Zaradi tega, ker maska po nekaj urah se navlaži, več ne opravlja svoje zaščitne vloge in je zato v bistvu nekoristna. Prav tako maska, ki ni nameščena tako, kot jo imam jaz, čez nos in pa preko ust, ni učinkovita. To, ko nosi dosti ljudi maske pod nosom, širijo virus naprej, kajti tako kot jemljemo brise iz nosno-žrelnega prostora, pomeni, da je tam virusa največ. In če mi nosu nimamo pokritega, pač ni učinka. Zato še enkrat zelo pomembno, nosite maske, ampak masko nosite pravilno. Čez nos in čez usta in maska naj bo pravilna. Vem, da je to dodaten strošek za ljudi, kajti pač nabava kirurške maske nekaj stane. Boljše, da uporabljate maske iz blaga, ki jih pa morate vsakodnevno oprati in prelikati. Boljše to, kot pa da res te zmečkane, uporabljene maske vedno znova uporabljamo. Prav tako je pomembno poudariti, da čeprav v zadnjih 2 tednih opažamo, da so tudi druge virusne okužbe, druge respiratorne okužbe prisotne, še vedno velja. Prosim, ko imate najmanjše znake okužbe, ali je to samo blag nahod, bolečine v mišicah, blag glavobol ali pa seveda kašelj, bolečine v žrelu in povišana temperatura, ostanite doma. Ne hodite v službo, ne v šolo, ne v vrtec, ne v trgovine, ne v lekarne. Ostanite doma, pokličite osebnega zdravnika, ki vas bo napotil na bris po metodi PCR in do prejema rezultata brisa ostanite doma v samoizolaciji. Enako velja za vaše družinske člane in ostale tesne, visokorizične kontakte, ki morajo v tem primeru ostati doma in če ste pozitivni, ostanejo doma tudi oni 10 dni. Od januarja pospešeno testiramo, zdaj v zadnjih tednih tudi pospešeno cepimo. Testiranje zdaj izvajamo med tednom in sicer vsak dan od 2 do 4 za tiste zaposlene, ki rabijo potrdilo zaradi službe, od 4 do 5 pa za vse občane in občanke, ki pač želijo se stestirati, da vejo, da so bolj prepričani, da so res negativni. Vsak dan med tednom zagotavljamo 2 ekipi za testiranje. Ekipi delata, dokler so ljudje v vrsti, torej če je ob 5 še kolona, testiranje podaljšamo, vedno pridejo na vrsto vsi ljudje, ki pridejo na test. Kako pa je s cepljenjem? S cepljenjem smo pričeli 27. decembra in sicer v domu starejših občanov v Poljčanah. Do danes smo pocepili vse njihove varovance, ki so želeli cepljenja, vse zaposlene v DSO-ju, ki so se na cepljenje prijavili. Nato smo nadaljevali s cepljenjem zdravstvenih delavcev, tako naših zaposlenih kot zaposlenih koncesionarjev in drugih zdravstvenih dejavnosti. Tudi ti so že vsi pocepljeni. Prav tako smo s prejšnjim tednom uspeli pocepiti vse starejše od 80 let, ki so se do zdaj že prijavili na cepljenje. Ta teden pa smo začeli s cepljenjem starejših od 75 let. S prejšnjim tednom smo lahko cepili tudi s cepivom potem AstraZeneca visokorizične bolnike, ki so bili mlajši od 80 let. Ta teden smo lahko nadaljevali tudi s tem cepljenjem kroničnih bolnikov starih od 18 do 65 let. V zadnjem času s tem tednom smo končno dobili malo več cepiva, tako da bomo recimo v tem tednu pocepili, upamo, okrog 1000 ljudi, od tega 900 s prvo dozo cepiva. Glede na to, da se že cepimo starejši od 75 let, bi prosil vse občane, ki so starejši od 75 let, tudi tiste, ki so starejši od 80 let, pa se še želijo cepiti, da se na cepljenje prijavijo pri osebnem izbranem zdravniku. Na Pragerskem bodo kmalu začeli uresničevati težko pričakovano naložbo, ureditev vozlišča z železniško postajo in izgradnjo podvoza. Več o tej pomembni investiciji nam je povedal Matej Arnoš, predsednik krajevne skupnosti Pragersko Gaj. Projekt ureditev vozlišča Pragersko ima dolgo brado. Če pogledamo več kot 2 desetletji, kaj sam pomnim, zdaj na tem mestu lahko rečem, da je veliko pripomoglo k temu tudi, da se je vse skupaj premaknilo
za veliko prizadevanje naše državne poslanke Državnega zbora Republike Slovenije, gospe magister Karmen Furman. Zdaj pričakujemo izdajo gradbenega dovoljenja v mesecu marcu, začetku meseca marca. Vkolikor bo izdano gradbeno dovoljenje, se bo v drugi polovici pričela z uvajanjem v delo izvajalcev. Sam projekt zajema od ureditve oziroma izgradnje podvoza, ureditve in rekonstrukcije postajnega poslopja, dostop do 2 peronov, torej s podhodom in dvigali, protihrupne zaščite pasivne in aktivne, potem pa tudi železniškega vidika izgradnja telekomunikacijskih signalno-varnostnih naprav, dostopov, parkirišč in tako naprej. Ob tem pozivate krajane, naj bodo pozorni na vaša obvestila. Ja, vsekakor. Tudi smo na prvem sestanku z podizvajalcem del že dali en apel, da z njihove strani pride do čim večjega obveščanja tako občanov oziroma naših krajanov, nenazadnje tudi naših obiskovalcev. Zaradi tega, ker menimo, da v času gradnje bo potrebna velika pozornost vsakega posameznika. Nenazadnje je potrebno upoštevati tako opozorilne table in izgrajene prehode, nadhode in pripomočke za prečkanje tirov. Koliko pa je vredna celotna investicija in kdaj predvidoma bodo dela zaključena? Vrednost tega projekta je po naših informacijah 88,9 milijonov evrov, od tega 40 milijonov evrov evropskih sredstev. Zaključek projekta pa bo po pogodbenem roku 25 mesecev od uvedbe v delo.